vedno, ko ni Nataše, sem potem tako zmeden, ne, ker ne morem začeti z tistim klasičnim You Go Girl, ampak to je Met in čaj, 13. sezona, Nataša, kar vem, da poslušaš, še prednje je to objavljeno. In v veliko čast in veselje mi je, da lahko po skoraj 10 letih v Metenem čaju ponovno pozdravim Tanjo Starič. Tanja, živijo. Živijo. Na zadnje, ko smo se pogovarjali, je tako. Stvari niso bile več idealne. David Bowie je umrl, Alan Rickman je umrl, malce je mogoče že nakazovalo, da 2016 ne bo idealno leto, ampak ni bilo še Brexita, ni bilo še izvolitve Donalda Trumpa, stvari, no, bila je vmes že migrantska kriza, ampak v primerjavi z danes so se stvari zdele še pod kontrolo. In seveda, preden ti postavim naše klasično začetno vprašanje, moram najprej vprašati, a so stvari vsaj približno danes, tik pred 2026, pod kontrolo? Absolutno ne. Mislim, absolutno se je svet postavil na glavo tudi od tistega famoznega leta 2016, ker to je bilo pokrizno leto, 2008 so se začele te znamenite krize, ampak takrat je nekako prihodnost še zmeraj bila videti tako, ne, obvladljiva, ne, znotraj okvirov, ki jih poznamo. No, danes, jaz mislim, da absolutno ne vemo, kaj prinaša prihodnost. No, in potem preden nadaljujemo pogovor, Tanja Starič z RTV Slovenija. Spet. Vsak Met in čaj začnemo s tem, da se v tem primeru gostja na kratko predstavi, pove, kakšna je njena novinarska, medijska pot, tako da izvoli. Ja, na kratko si rekel. To bo težko, ker je zelo dolga. Zdaj, v tem času sem voditeljica in urednica, občasno urednica Odmevov na Televiziji Slovenija, informativni program. Predtem sem bila na Radiu Slovenija, tudi RTV Slovenija, sem bila urednica notranje politike, še predtem na Delu. Da ne bom te dolge zgodbe razlagala, več ali manj je moja ožje področje notranja politika. Sem se ukvarjala z vsemi možnimi zvrstmi in mediji v svoji karieri, veliko tudi v časopisu, ki ga obožujem, pa žal mu slabo kaže. Ne. Začela sem na RTV-ju v davnih letih, torej v začetku 90-ih, koncu 80-ih in potem v bistvu nadaljevala v raznih medijih, tako približno na 5 let zamenjam službo. Rdeča nit pa je pač notranja politika, informativni program oziroma informativno uredništvo. Pa se to je nekaj časa veljalo, ne? Da bi moral nekako na 5 let menjati službo. Ti načrtno prakticiraš, ali je slučajno tako nastalo? Ne, absolutno ne načrtno, ampak pač, ko pride do določene, dobro, tudi to je, ne, pač vedno želiš delati tam, kjer se ti zdi, da bo bolje, ne, oziroma da boš imel več možnosti, da se izražaš, ne. To je tudi vplivalo, pa tudi te zelo slabe razmere v slovenskih medijih so prispevale k temu, da so bili ti pospeški k menjavi službe malo hitrejši kot mogoče kje drugje, ne. Malo pa tudi radovednost, ne, mislim, jaz sem se morala vsega naučiti, ko sem prišla na radio po že ne vem kolikih letih novinarstva, sem se morala naučiti nove tehnologije, kako se montira, kako se izražaš v radijskem jeziku, ki je popolnoma drugačen kot televizijski ali pa časopisni. Tako da ja, novi izzivi ni dolgčas, ne. Tako, če se nekaj poetično izrazim, si preizkusila oziroma se aktivno udejstvovala v vseh agregatnih stanjih medijev? Se pravi, rekla si časopis, radio, televizija, ne, in tudi podcasti. O umetnosti možnega bomo verjetno že kaj rekla, ampak nasplošno kako si ti odkrila podcaste, so podcasti odkrili tebe, kako gledaš na ta medij? Ja, jaz sem zelo zvest poslušalec podcastov, ne. Podcasti so izjemno praktični, ne. Recimo, jaz sem veliko v avtu, ves čas v avtu poslušam podcaste, poslušam tuje podcaste, poslušam naše podcaste, poslušam najrazličnejše, recimo tudi tematike, ne samo notranjo politiko, ki me najbolj zanima sicer, ne. In moram reči, da se je ta zvrst, ne, jaz reče zvrst, tako zelo razvila, da je to res, mislim, to so
fantastične oddaje z tonskimi pasusi, analizami, izjemno zanimivimi gosti, zanimivimi debatami. Ne? In moram reči, da je podcast ena ljubših mojih takih medijskih platform. Zdaj, sama sem pa v bistvu ravno zato, ker je tako mogoče mal bolj sproščen način govora, nima teh omejitev, ki jih drugi mediji imajo. Ne? Nisi omejen z vrsticami, nisi omejen z minutažami, nisi omejen z številnimi temi uzancami, ki jih imamo zlasti ti večji mediji, in se mi zdi, da se bolje lahko izražaš in več lahko poveš, ne v smislu cenzure, da se ne razumemo, ampak pač preprosto ti omogoča neko izražanje, ki ga drugi mediji ne. Ja, lahko bolj razviješ misel, gostu lahko pustiš, da razvije misel. Tako, recimo v Odmevih, ker jaz še vedno mislim, da so, saj trudimo se, da so kvalitetna oddaja, kvalitetna neka razprava, so pogovori dolgi 6 minut, 6-7 minut. Tudi politične analize so dolge 10 minut maksimalno. Ne. Mi po našem podcastu govorimo, 1 uro. Naprimer, ali pa tudi več, ali pa manj, če imamo manj zabavno. Tako da izjemno zanimiv medij in tudi tako zelo dostopen. Ljudje ga lahko poslušajo kjerkoli. Stanovanje se sajo in poslušajo, lahko se peljejo z avtom, lahko tečejo. Veliko ljudi poznam, ki tečejo in poslušajo podcaste. Ja, si dvignil roko. Ja. Tako, to je bil ta motiv, da gremo še poskusiti s podcastom. Tudi o medijih, ki jih konzumiraš, te bom tudi še vprašal, ker je to predpisano vprašanje, je rekla Štefi. Ampak, kaj je v tvoji podcast playlisti? A so podcasti iz tvojega siceršnjega delokroga ali te poslušaš neki čist X za to, da daš možgane na pašo? Poslušam tudi podcaste, ki so pač zanimivi ljudje, recimo intervjuje. Jaz sem gledala nadaljevanko, ne Stranger Things, ampak ta znamenita, ki je bila narejena po Murdochu. Znamenita nadaljevanka. Succession. Oni so imeli fantastičen podcast. Tega sem jaz preposlušala absolutno vse epizode, vse intervjuje in tako. Tudi to poslušam, ampak največ poslušam podcaste o notranji politiki, ki jih je pa zdaj res zelo veliko. In so tudi dobri, zanimivi, nekaj izveš, kar nekje drugje nisi slišal in jih poslušam. Govorijo o slovenski notranji. Slovenski, ja. Pa tudi mednarodni politiki, sploh recimo, ko so volitve, zdaj imam dani, to je bilo absolutno must poslušati, ker me preprosto zanima. Veliko je tega, veliko poslušam. A se je tudi publika preselila, je podcast še vedno nišni medij ali je medij, ki ga moramo, ljudje, ki delamo v medijih, ljudje, ki vedrijo in oblačijo v naši družbi, ki ga moramo upoštevati kot ekvivalenten, kaj je to, kanal. Po domač povedan, a je podcast nova televizija v smislu vpliva, dometa, efekta? Ja, jaz mislim, da pri nas še ne. Je še vedno ta neka nišna publika, ki je pa izjemno odzivna, tudi na nek način lojalna. Jaz vidim zdaj tudi po odzivih, ki jih dobiva midva z Alešem. Nikoli se tako ljudje ne odzivajo recimo na neke pogovore, ki jih delam recimo na televiziji. Je izjemno pomemben, ni pa še vedno mislim, da recimo, če govoriva o notranji politiki, bo v tej čist končnici volilne kampanje pomembno, kakšna bodo soočene na televiziji. So pa čedalje bolj pomembna, mislim, da se tudi politiki tega zavedajo, in sem opazila, da nekateri, ki recimo na našo televizijo ne prihajajo ali pa nočejo priti, z velikim veseljem pa grejo na kakšne podcaste in se tam razgovorijo. Sploh, če so novinarji, recimo niso iz notranje politike, pa so vprašanja malo lažja. Da ne rečemo, da mogoče so tudi izdajatelji prijateljski. Trump, če se spomniš v kampanji, on ni hodil na televizijska soočenja, ampak je šel v podcast, Krogano. Tako. A je zdaj milijon vprašanj, ampak dajmo najprej rešiti samo to, ker si ga že omenjala, Aleša Kocjana, tvoj sovoditelj umetnosti možnega, ki mu zdaj želimo veliko sreče na njegovem odgovornem funkcionarskem mestu, kot kaže podpredsednik KPK. Kaj bo zdaj z umetnostjo možnega? Ja, ta hip še prav nimam čist natančnega odgovora, ker se vendarle, ta podcast nastaja v okviru RTV Slovenija. Spravi,
bo potreben še kakšen pogovor v hiši z uredniki odgovornimi in z pač tistimi, ki sprejemajo odločitve, ne, kako tudi oni vidijo prihodnost umetnost možnega. Jaz zdaj nekih idej imam, kako bi vendarle podcast nadaljevali, zato ker mi je zelo ljuba, kot rečeno, zelo ljuba in forma in ta nek ustvarjalni proces, ki nastaja ob tem, tako da upam, da se obdrži. No. Žal mi je, da sem partnerja v zločinu, torej, da sem sovoditelja izgubila. Želela bi na nek način tudi obdržati format več voditeljev, ampak to je zdaj še vse v oblakih. No. Jaz mislim, da bo do tega sestanka kmalu prišlo in tam enkrat po novem letu bomo vedeli, kje smo. No, držimo pesti. Se hotel pa tudi to vprašati, a je ta podcasti prej se je rekla, so nišni mediji, velikrat se mi zdi, da so zelo personalizirani v tem smislu, da če voditelja ali voditeljskega para ni, potem podcasta ni več. Ne? Za razliko recimo od ene etablirane oddaje, tipa Odmevi, tipa, ne vem, Studio ob 17, kjer je pač oddaja sama, zdaj pač voditelji pridejo, grejo, se menjajo. A je to v naravi podcastov ali samo še niso razviti do te mere, da bi postali institucija? Jaz mislim, da je to absolutno točno in je tudi do neke mere logično. Zato, ker v bistvu voditelj, ne, pa ne urednik, ne, ampak voditelj, ponavadi je to ena oseba, ne, da ta odločilen pečat. Se pravi, če tega voditelja, urednika ni več, je to pač nek drug podcast. In ker to vse nišni mediji, ne, se ljudje navežejo, pač tisti, ki to poslušajo, ne, se navežejo tudi predvsem na ustvarjalca, ne, njemu ali verjamejo ali ne verjamejo, ali se strinjajo ali ne strinjajo. In seveda je potem to druga zgodba, ne, ko se to spremeni in ko pridejo novi ljudje. To je del, kot ti praviš, narave, ne, tudi podcasta, medtem ko je recimo Odmevi, Dnevnik in skratka te etablirane oddaje znotraj institucij, so pač v prvi vrsti je to institucija in šele v drugi vrsti ustvarjalci, ki potem dajo tudi svojo osebnost in pečat. Tako da jaz mislim, da zaenkrat je to tako, ne. Ko bodo pa podcasti prerasli, ne, recimo zlasti ti tematski, monotematski, ne, se zna pa tudi to zgoditi, da bo pač podcast preživel tudi, če voditeljev ali urednika ne bo več, ne. Prej si omenila, ne, politike, odločevalce, ki grejo na podcaste, ki jih ne vodijo novinarji ali pa novinarji, ki ne pokrivajo notranje politike in so zato vprašanja lažja. Se mi zdi, da si bila zelo prijazna izjemno prijazna do pač prijateljskih outletov in nepripravljenih voditeljev. A te take stvari jezijo, zato ker se vedno znova zdi, da imajo na nek način, saj na prvi pogled, širši domet. Ne nujno globi ali pa bolj poglobljen, ampak tako enostavno v smislu neke obične številke, da pač imajo širši domet in se da vprašaš, komu na čast pol ti to počneš. Mislim, predvsem me skrbijo, ne, ker to je del tega občega, širšega trenda, da torej začelo se je že, ko si rekel, desetletja, ne, z neko kampanjo, ki je zlasti pri odločevalcih, ne samo političnih, šla v smer diskreditacije medijev, ne, in novinarstva. Češ, vsi so pristranski, vsi so in tako, poznamo to zgodbo. Pa vsi lahko to delajo, ne? Tako. Vsi so provladni ali so proopozicijski, skratka, najedanje kredibilnosti ne samo prvič medija, drugič pa tudi samih novinarjev, ne? Ker novinarji drugega kot verodostojnost nimamo, ne? Se pravi, da nam ljudje verjamejo, da se res trudimo, ne vedno uspešno, delati dobro, govoriti resnico, preverjati dejstva. To je naša zgodba. In to najedanje se je začelo že pred izbruhom teh družbenih omrežij, ki so zdaj že skoraj prevladala v medijskem prostoru, ne, in seveda, ne, kdo je najprej ugotovil moč tega, ne, teh družbenih medijev in tudi podcastov, ne, odločevalci, pač in politiki, ekonomski centri moči, ne, in zdaj seveda to zelo koristno sredstvo za propagando, kar naravnost povemo. Zelo koristno sredstvo za propagando in v bistvu jaz razumem, da ljudje ne razlikujejo
med novinarskim delom in med tem, kar je objavljeno na nekem volu, na neki platformi. Ne. In to se je pokazalo zdaj tudi že v velikih kampanjah, ne, tudi volilnih, referendumskih in tako naprej, da je to zelo nevarna zgodba, zato ker v bistvu ljudje ne vedo več, komu zaupati, komu verjeti. Ali pa verjamejo napačnim, ali pa verjamejo, da je nekdo, ki v bistvu je manipulira in je, ne vem, od nekih centrov moči plačan za to, kar dela, mešajo z novinarskim delom. Tako da predvsem me to skrbi, ne. Te črte ločnice jasne ni več. In dejansko so lahko bolj vplivni kot recimo mediji, ki se držijo teh naših profesionalnih meril, pač neki mediji, ki so popolnoma sredstvo propagande tega ali onega. Ne? Eno so seveda profesionalna merila, drugo so pa tudi zaveze, kaj je to, zakonske javnemu interesu in tako dalje. Ne? Konkretno tukaj se mi zdi, da je, ne bom nič mnogo povedal, ampak da je nacionalna RTV hiša v bistvu še bolj omejena in zamejena pri tem, koga sme oziroma koga mora povabiti v primerjavi s komercialko in potem sta pa v bistvu to že zelo različno, ne, v odnosu do podcastov. Zdaj, ko si ti hkrati na obeh koncih te enačbe, kaj od podcastanja bi vzela v, ne vem, recimo Odmeve? Mogoče ravno to odprtost razprave. Zdaj, nacionalka je pač zakonsko omejena, ne, ta zakonodaja je tudi že zelo stara, vemo, da so bile velike težave, 2-krat smo šli na referendum zaradi zakonov in v zakonodaji je veliko tudi popolnoma nesmiselnih določb, ki zelo vežejo roke in avtorjem, urednikom, ustvarjalcem in v bistvu tudi ne prispevajo k temu, da bi ljudje dejansko bili obveščeni, ampak je bolj mišljeno, postavlja RTV v vlogo neke platforme, nekega zvočnika, ne, recimo, da govorim konkretno o kampanjah, vsi vemo, kaj govorim, kot je 30 ljudi sedi v studiu in pač vsi imajo enake možnosti, ne glede na to, da recimo voditelj niti nima te možnosti, da bi recimo posredoval pa opozoril, da nekaj pa morda ni res in tako naprej. Ne. Zato, vsa ta pravila vežejo nacionalko, po mojem mnenju, absolutno preveč. Zdaj je v naravi medija, zlasti televizijskega, da dolgih in zelo razvlečenih razprav pač ne prenese, oziroma ljudje pač ugasnejo in grejo gledati reality rajši. Ne. Ampak kljub temu se mi zdi, da v podcastih ta odprtost, sproščenost in neomejenost bi do neke mere bi bilo zelo koristno, da bi se prenesla tudi v klasične medije. Ko si že omenila, ne, domnevam, da si imela v misli zadnjo kampanjo Vse kampanje, ja. No, ampak približuje se nam tudi še ena, ne, taka velika glomazna. Koliko pa je to zdaj in pač vprašanje informiranost, ne, to referendumsko kampanjo, kaj je že zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, na nacionalki? Ker domnevam, da boš tudi zraven, ne, kot notranje politična novinarka in voditeljica. Koliko imate voditelji sploh možnosti in koliko, kaj je to, dovoljenja, koliko lahko da fact checkate očitne neresnice? Voditelj ne. Mislim, voditelj se seveda lahko in tudi mora odzvati, ampak voditelj ni tam zato in tukaj je velik nesporazum tudi z pravzaprav ljudmi, ki to gledajo in se potem jezijo na nas. Ampak soočenje pomeni, da imata obe možnosti in to po zakonu enako količino časa in možnosti, da povesta svoje argumente. Zdaj, če je ena stran šibkejša ali pa se zdi brez veze, pa se itak vsi vemo, da oni lažejo, pa se ne oglašajo, je to njihov problem, ne problem voditelja. Tukaj imamo zelo velikrat težavo, ker se potem ljudje jezijo, ali pa tudi udeleženci jezijo na voditelja. Ne. V tem primeru voditelj, torej ko govorimo o soočenjih, ni ta, ki bo razsodnik in bo rekel, veste, vi pa toliko lažete, ti imajo pa prav. Tega v bistvu ne sme, niti ne sme. Ma pa mediji možnost, in o tem se zelo veliko pogovarjamo, moram reči znotraj hiše, da da oblikuje neko ekipo, in to tudi velike televizije imajo, ki dela fact check sproti. Sproti, ko teče debata, preverja, kaj govorijo politiki in v bistvu potem pa mi brez omejitev to seveda lahko objavimo. Ne v soočenju, ki je zelo strogo definiran, ampak recimo v informativnih oddajah, posebnih oddajah in to smo tudi že delali.
Potem so pa politiki ugotovili, da je to zelo nerodna reč, sploh če govorijo kakšne številke, ki ne držijo in zdaj ne govorijo več številk. To smo opazili, da v bistvu govorijo sicer stvari, ki so na meji, ne, ampak da zelo pazijo, da ne opletajo preveč s kakšnimi BDP-ji ali pa dolgovi, zato ker v bistvu se lahko izkaže, da ni res. Ne. Najstarejši kolega Vito Avguštin ima nekoč neko idejo, da bi moral v resnici imeti na soočenjih poleg se pravi gostov v majhnem okvirčku njegovega PR-ovca. Ne, ki bi norel, švical in grizel nohte, medtem ko njegov principal govori. A se že pripravljate na kampanjo za volitev 2026 v tvojem krogu, v vašem uredništvu? Absolutno, absolutno, ne, te priprave so začele v bistvu že zgodaj jeseni. Ne. Zdaj jaz nisem prav tisti pravi naslov, bi lahko povedala zdaj vse podrobnosti, kako bo to potekalo. Ne. Zdaj trenutno se ukvarjam z javnomnenjskimi raziskavami, to je en delček tega projekta. Veliko se pogovarjamo tudi dejansko o tem, kako izpeljati fact-checking, ker to ni lahko delo, to je treba vedeti, ne. To so baze podatkov, to so strokovnjaki in tako naprej, s katerimi moraš biti, ki ti pomagajo pri tem fact-checkingu. Skratka, priprave absolutno tečejo. V osnovi je pa tako, da kot rečeno je RTV, televizija pa sploh podrobno gledam, ne, zelo vezana tudi s pravili, ki jih ima in skratka tudi na ta pravila moramo paziti, se pravi, da bodo soočene taka, da bodo vsi prišli do besede, da bodo soočene taka, da se bodo pravi ljudje soočili med sabo, skratka največji nasprotniki, ne, da imaš enako misleče recimo v eni oddaji. Potem je razmerje med neparlamentarnimi in parlamentarnimi strankami strogo določeno, skratka vse to poteka in pač je kar zahtevno delo. Ne. No in se sem vmes spomnil, kaj sem hotel vprašati, ne, ravno okoli fact-checkinga, ne samo, da v resnici to vzame veliko časa, ne, tudi veliko resursov, ampak je treba tudi, to so isti ljudje, ki delajo potem na nacionalki, no, na TV Slovenija, tudi druge stvari. Kje jih sploh najdete in a ima zdaj hiša toliko resursov, da se to greste? Ja, kolegica Lidija Hrem, ki je bila, torej se ukvarjala s preiskovalnim novinarstvom, je ustanovila skupino Ekstravizor, ki se je ukvarjala točno in izključno s tem, v katerih bazah podatkov najdeš odgovore na te neke trditve, ki nismo čisto prepričani, če držijo. Se pravi, to so v glavnem številke, ampak tudi druge podatke, zakonodaja in tako naprej. In je imela celo skupino, ki se je ukvarjala izključno z preiskovalnim novinarstvom, ker to ni šala mala, da boš to počel, pa boš vmes še poročal iz parlamenta. Ne gre to tako, ne. Žal pa je, torej v prejšnjem mandatu so to skupino ukinili. In zdaj del te skupine je v ekipi Tarče, ki pa je vse malo, drugačen koncept. Ne? Drugačen koncept oddaje, tako da jaz verjamem, da to znanje je ostalo, seveda je ostalo in tudi ga uporabljajo, ampak ne izključno kot fact-check skupina. Tako da v bistvu bo treba začeti na novo. Ne, če me to sprašuješ, mora začeti, ker to bodo ljudje, ki se bodo pač samo s tem morali ukvarjati. Vsaj ta čas, ko bo tekla kampanja. Mislim, da snemava to v tednu, ko je parlament sprejema ali pa je ravno sprejel novi zakon o RTV Slovenija. A so se te zdaj žoganja z RTV-jem nehala? A je to, ali bomo zdaj vsak letno zakon sprejemali? Kako ti na to gledaš? Glej, to, da se vsako leto ali pa vsakim mandatom kakšen zakon, zakon o RTV, da je na tapeti in se spreminja, tega ne moreš ustaviti. Ne. Nobene garancije ni, da se bo po tem zakonu ne bo čez eno leto, če se bo pač politika tako odločila, da se bo zakon še enkrat spreminjal. To je prvo. Drugo pa, mislim, to ni ravno to, kar je RTV pričakoval. Ne. Zdaj, tukaj bi bolj naša direktorica pa šefica uprave bi več o tem povedala, tudi sta veliko o tem javno govorili, ampak vse je jasno, kaj RTV rabi. Ne. RTV rabi v bistvu stabilen vir financiranja. Mislim, to je ne zato, ker bi bili tako pogotni, pa ker nas je preveč, ampak zaradi tega, ker pač institucija ne more funkcionirati brez stabilnega vira financiranja. To je prva stvar. Ne. Tukaj recimo ni usklajevanja z inflacijo, ne, kar smo pač pričakovali. Ne. Potem pa še cel kup tudi organizacijskih
problemov, ne, mislim, televizija je medij, ki seveda ostaja, ampak dejstvo je, da se je medijski prostor tako silno spremenil, da je to pač treba vzeti, to je nova realnost, ne. Se pravi, novi mediji, ne, kako se ta povezanost z MMC-jem, z drugimi platformami, ker če mi ne bomo prišli preko drugih platform do mladih ljudi, potem je v bistvu ta RTV obsojena na odmeranje, ne propad, ampak na odmeranje, pač na neko publiko, ki počasi odhaja, ne. Skratka, nagovarjati treba mlade ljudi in zato je treba tudi v tej smeri razmišljati. In kup takih stvari še je, ne, tako da, kakor jaz razumem, tudi razpoloženje hiši, potem pa tukaj še nadzorniki, ki pač jih lahko politika imenuje. Skratka, so problemi tudi s tem zakonom, žal. Jaz sem vedno RTV od zunaj gledal, tudi kadar sem bil noter. In mi je vedno, mislim, nisem nikoli dobil odgovora na vprašanje, pa se nisem predstavljal, pa zdaj tebe vprašam. V Odmeve dobiš recimo, politika ali pa serijo politikov, ki imajo na tapeti eno od iteracij RTV zakona. A so to potem, so to tvoji nasprotniki, a so to tvoji nadrejeni? Osebno mislim, kako jih ti kot novinarka z vsemi temi izkušnjami jih gledaš, a so samo motnje v sistemu, a veš, ker je pač, ker ni samo nihče ni tam noter v tem primeru samo v eni vlogi. Ne? Nekdo, ki po domače povedan drek meša v javnem zavodu, sedeč v parlamentu, hkrati si pa želi, da bi bil tam noter, ker seveda on mora nastopati pred publiko, mora do svojih volivcev nagovarjati. A je to, se sam meni zdi to schizofreno, je to normalno stanje? Ja, mislim, da smo že večkrat rekli, tudi moji kolegi, pa tudi jaz, da smo najbolj srečni, kadar ne poročamo o sebi. Čim manj, to je izjemno težko. Ne? Jaz se spomnim, ko je bil eden od zakonov RTV, ampak to res davni, v pradavnini, jaz temu rečem, ko sem še bila odgovorna urednica v informativnem programu in mi smo imeli soočenje, tako kot zdaj v tem zakonu, ne, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, enako. O RTV-ju, ki govori o nas. Ne. Voditelja sta bila Slavko Bobovnik in Tanja Gobec, ne, in smo se pač seveda pred oddajo pogovarjali, pač normalni uredniško-voditeljski posvet in izjemno težko je, ne, ker voditelj je tam v vlogi, ni v vlogi udeleženca. On ni eden od tistih, ki bo zdaj sodeloval v debati, polemiziral. Voditelj je voditelj. Moraš, da sta oba izjemno profesionalno to izpeljala, ne? Pa res, da sta vodila tako, kot da ne bi šlo za RTV, ampak da pač ena od tem družbeno relevantnih tem. In to je pač na nacionalki tudi pravilno. Čeprav je težko. Moram priznati, zelo težko. Zato, ker v bistvu govorijo tudi o tvojem delu, o tvojem delovnem okolju, o poslanstvu javnega zavoda, ker mi smo vsi, večina, mislim, da vsi, ki delamo na javni RTV, hudi zagovorniki javnega interesa v smislu, da imamo javni servis, ne glede na to, da je pač medijski prostor tako razpršen, kot je zdaj, da to ostane, da je to pridobitev. A je zavedanje o javnem interesu, o pomenu javnih medijev v zadnjih letih večje, kot je morda bilo tam okoli krize, ki smo jo že prej omenjala, ker se je takrat pač tudi v končni fazi, tudi na, bom rekel, bolj socialno-liberalnem delu spektra se je govorilo pač, da je treba vendarle vse, kar državnega zmanjšati, ker je treba šparati in tako dalje. Skratka, a ste javni mediji pokazali, da ste ključen del te družbe? Ja, to je pa kar težko vprašanje, ne? Ker to v bistvu lahko javnost odgovori, mi, ker delamo težje. Ne? Z naše optike ne dovolj, zato ker iz vrste razlogov. Pa se pobiramo, pa se sestavljamo, pa želimo veliko, pa ne moremo včasih ne gre, včasih delamo tudi napake. Tako da pogled od znotraj je verjetno drugačen kot pogled od zunaj. Moje osebno mnenje je, da bo v tem kaosu in tej kakofoniji informacij, dezinformacij, laži, propagande, reklame, da bomo prišli do točke, ko bodo ljudje rekli dovolj. Ker bo tega preprosto preveč, ker bo ta hrup, ki ga poslušamo ves čas smo na telefonih, ves čas se dogaja, ves čas so novice, preprosto prehud in bodo želeli nek kredibilen vir informacij, bodo zahtevali kredibilen vir informacij, mogoče ne tako atraktiven, mogoče ne tako na prvo žogo, ampak
vedel boš, da je to, kar govorijo, res. Ali pa vsaj ves trud so vložili v to, da to, kar govorimo, je pač točno in preverjeno. In mislim, da se bodo ljudje k temu vrnili. To je moje mnenje, tako na dolge proge. Ne. Mogoče ta hip ne, dovolj, da pogledam na Facebook in vse vem, kaj se dogaja, ok, ampak bo prišel čas, ko bo ta javni servis postal spet dragocen. Mislim, da s tem, ko si opisala to kakofonijo informacij, si kar malo opisala generacijo, kaj že z, kako jim rečejo, anxiety generation, ravno zaradi tega overloada informacij. Ne. Ko smo že Tudi mi nismo imuni, ne? Tudi druge generacije, zato ker v bistvu smo bombardirani, dobesedno bombardirani in je temu se ne mogoče izogniti. Moraš prav zavestno neki točki reči dovolj, ne bom več s tem. Ne? Mogoče je to v bistvu samo prevara, X-arjev, pa malo tudi prve runde milenicov, da se nam zdi, da še obvladujemo ta naval, čeprav ga v resnici ne. Jaz se to absolutno strinjam. Če gledaš recimo Facebook je za starejše, mislim, ljudje so na Facebooku tako rekoč ves čas, pa so starejše generacije in tudi vidim, da se napajajo in vidim, da kar naenkrat nastaja neka vzporedna resničnost in neke zgodbe, ki nimajo nobene zveze z realnostjo ali pa niso najpomembnejše in tako naprej. Tako da mislim, da nihče ta hip med nami ni imun na ta informacijski kaos, ki se je zdaj zvalil na nas. Ko so že pri informacijskem kaosu, kako gledaš na uporabo umetne inteligence oziroma to, kar naj bi bila umetna inteligenca? Prvič, a si ti z njo pomagaš, če ja, kako? In drugič, a sploh vidiš možnost, da bi ločevali med, se pravi, dejansko in pa generirano resničnostjo, mi kot ljudje, ki delamo v medijih, ki naj bi bili kavbajagi, neki gatekeeperji resničnih informacij. Ja, to pa je ta hip po moje največji izziv, pred katerim stojimo, kako mi, ko praviš gatekeeperji, ugotovimo, kaj je resnično in kaj je fake, kaj je... To je že zdaj, že pred tem izbruhom umetne inteligence, ki je pa zdaj dejstvo. Jaz mislim, da tukaj niti ni smiselno, da smo zelo moraliziramo ali pa smo zelo zadržani. Tukaj je, imamo jo. Je v službi, ki se pogovarjamo, lahko celo dragoceno orodje. Jaz si pomagam z njo. Jaz, kadar rabim, naprimer, mi imamo v Odmevih, 2 do 3 različne teme. Ena ti je bližji, ena ti ni bližji, o eni veliko veš, o eni veš malo manj in meni umetna inteligenca pri tem pomaga. Se pravi, če jo uporabljaš kot pripomoček, pri čemer je dejstvo, da moraš potem še enkrat preveriti. To pa je dejstvo. In to čedalje bolj. Tudi umetna inteligenca ni zanesljiva. Ampak dobro, je eden od orodij, ki ga imaš. Tako da na tej ravni je seveda tudi za novinarsko delo absolutno lahko koristna. Kakšne druge izzive pa še prinaša, to pa niti nisem prepričana, da se v celoti zavedamo in kaj vse se lahko zgodi. Vsake toliko časa, pač mi smo ljudje, nekdo zboli, nekdo ima, te težave, 4 voditelji smo. Če imaš voditelja umetne inteligence, ni tega, ne gre na dopust, nikoli ni bolan, ne kašlja, nima slabega dneva. Zelo vabljivo za delodajalce, recimo. Ja, ima sicer vedno enak monoton glas, ampak ja. Veš kaj, recimo, ko si jih to omenila, pa sta se mi obe možganski celici prožgali, se mi zdi, da je največja, v smislu realne možnosti, kratkoročne, največja nevarnost v tem, da bo se našel nekdo, ena televizija, en kanal, ki bo objavil generiran videoposnetek nečesa. To, ker smo dolgo časa časopise kritizirali z slika je simbolična. Pa videoposnetek je simboličen, ampak bo pa še vedno objavljen in izgleda bo blazno resničen in potem ne bomo, gledalka ne bo več vedel, a je to, kar gleda, dobesedno res. To je absolutno realna nevarnost, s katero smo soočeni, kar pomeni, da za nas pomeni v prvi vrsti najprej izobraževanje, da sploh vemo, s čim imamo opravka. Mi začenjamo spet znova, tudi mi, ki imamo recimo dolga leta izkušenj, smo začetniki v tem prepoznavanju, kaj je resnično. Je pa moram reči, da ta pas že zdaj.
Zato, ker v bistvu tudi novinarji se pogosto napajamo z objavami na družbenih omrežjih. Odločevalci so ugotovili, da je to krasen kanal, ni treba tiskovne konference, noben tečen novinar ne postavi nobenega vprašanja, ti objaviš svojo zgodbo in mi to besno zdaj povzemamo. Ne? Zakaj povzemamo? Veliko je bilo kritik tudi na to, ignoriramo. Ne moramo ignorirati, zato ker je v bistvu to vpliva na naše življenje, to je pomembno za javnost. Ne? Če se spomnimo na čas COVID-a. Ja. Večina stvari je bila objavljenih takrat na Twitterju, na tiskovnih konferenc praktično skoraj, mislim, so bile, ampak pač niso bile vedno. In mi smo bili na nek način prisiljeni črpati informacije, tudi mi, novinarji, iz družbenih omrežij. In zdaj, kako tukaj ločiti, kaj je resnica in kaj ne? Seveda, greš na telefon, kličeš, sprašuješ in tako naprej, ampak si počasen, si zamuden. In zdaj, z umetno inteligenco je pa to zdaj še na ogromno potenco se je ta nevarnost povečala. Jaz se bojim, da bodo kar velike napake. Vsaj v začetku. Tekaj matra, mika, je kdaj nazaj na časopis samo zato, da bi bil morda kaj bolj mir? Torej, jaz časopis, moram reči, je bil to ena zelo lepa leta novinarstva in sem to z velikim veseljem počela. Je pa tako, da časopis je pa še v večjih težavah kot audiovizualni mediji. Skratka, to, kar objaviš v časopis, jaz sem še ta stara šola, jaz sicer to na tablici, ampak jaz listam časopis, zato ker me zanima, kako so uredniki strukturirali strani, kje so poudarki, kakšne so novice na vrhu, kakšne novice so spodaj, tako da jaz to še spremljam na ta način, sicer pa, če nisi na internetnih pač platformah, pač te ni, ne. Časopisi se z velikimi gromozanskimi izzivi soočajo, še z večjimi kot recimo audiovizualni mediji ta hip. Tako da klasičen časopis se bojim, da izziv, ki ga imajo kolegi, ki so na časopisih, je predvsem to, kako priti do ljudi. Ker v kiosk kupovati pač ne hodijo več. Ne? Dejstvo. Ne? Če pogledava recimo velike tuje medije, tipa New York Times in tako dalje, ki imajo ogromne resurse in tako dalje, pač vedno manj razlike je med enim časopisnim outletom, ne, ali pa legacy časopisom, pa enim legacy javnim medijem ali pa medijem v javnem interesu. Vsaj pač na zahodu nasploh, ZDA, Velika Britanija, Francija, v končni fazi, nepodobna zgodba. V Sloveniji ta ločitev še kar nekako obstaja. Se ti zdi, da bo prišlo do te konvergence ali da smo mogoče tako majhni, da je boljš, da vsak dela tisto, v čemer je res dober? Ja, to je dobro vprašanje, na katerega nimam prav pravega odgovora. Jaz sem recimo pri podcastih. Mi za Alešem sva začela podcast, torej osnovna ideja, bez mačka zašla, ampak bom zelo na kratko povedala. Osnovna ideja podcasta je bila, skratka, mene je prav bolelo to, ta nenehna diskreditacija zlasti notranje političnih novinarjev, ki se je pač politika zelo uspešno lotila in s tem v bistvu zmanjševala verodostojnost naše besede. Saj vemo, kaj je bilo v ozadju. Torej, jaz sem pa v teh krogih ves čas bila, živela, z njimi delala in jaz vem, kako dragoceno je znanje, ki ga ti novinarji imajo. To je kumulirano znanje, recimo, ne moreš ti novinarje, ki je 20 let spremljal kongrese, volitve, solze kdaj pa kdaj, prepire kdaj pa kdaj, skratka, to v živo spremlja, s tem rečem iz prve vrste, ne moreš mu prodati bučence, če rečem zelo po domače. In take novinarje so z največjim užitkom pač stranke prek teh svojih tudi portalov in družbenih omrežjih uspešno sesuvale, zdaj že to traja več kot 20 let. In zdaj novinar seveda pove vse, kar ve, ni to cenzura, karkoli, ampak ima omejen prostor v časopisu, ima omejen prostor na radiju in ima omejen prostor na televiziji. Ta mora povedati bistvo in to je to. Njegovo znanje je pa mnogo večje. In najna osnovna ideja je bila, da, zelo patetično in tudi ni res, ne, ampak ne, da vrnemo ugled, ampak da pač upozorimo na to, da to preprosto ni res. To so ljudje, ki so izvrstni novinarji, imajo izjemno znanje, izjemne izkušnje in veliko vedo, tudi grdih stvari, tudi take stvari, ki bi politika mogoče rajš videla, da jih ne bo na Instagramu objavila. Ne? No, to je bila osnovna ideja. Ja.
In potem sem v nekem trenutku, ker potem so teh podcastov bilo čedalje več, ugotovila, da krožimo isti ljudje, ker seveda neomejen kadrovski bazen pa tudi ni. Ne. In sem tudi kolegom to rekla, jaz ne vem, če bi to lastniki dovolili, verjetno ne, ker moramo pač tekmovati, kdo bo prvi in tako, ampak jaz mislim, da bi najmočnejša sila, novinarska sila postala, če bi združili moči. Če bi združili moči in bi vsi skupaj, zato ker mi smo v resnici kolegi, ne, nekateri tudi prijatelji, se poznamo, delamo že zelo, zelo veliko časa, izmenjujemo informacije konc koncev. Ne. Hkrati smo pa tekmeci. Ampak dejanska, realna sila, ne, v tem nekem družbenem političnem prostoru bi pa bili, če bi delali skupaj. Ko govoriš o konvergenci. Jaz me razmišljam, če bi imeli pri vsem tem, kar delamo, da bi imeli, kaj pa vem, vrhovni podcast. Tako, vrhovni podcast. Tako. Če bi imeli podcast, ki bi se lotil, pazi, iz različnih vidikov, da me ne bo spet enoumje, ne vem kaj. Mi razmišljamo različno, smo različni ljudje, imamo različen, ne vem, pogled na svet, karkoli. Ampak v bistvu smo vsi, delamo posel, kjer se trudimo, da dobimo informacije, da vemo čim več, da govorimo s čim več ljudmi, da poznamo ozadja, da poznamo kontekst. To je zgodba. In če bi vsi ti različni ljudje združili sile, mi bi bili nepremagljivi, po mojem. Ampak ne v smislu nepremagljivi, da bi mi zdaj postavljali politike, ne. Ampak bi... Počakaj, če imamo že cilje, ne. Ampak ja, si te razumem. Ja, ne, mislim, marsikatera iluzija ali pa laž ali pa spin, ne, politični bi bil bistveno manjši učinek bi imel, če bi mi to naredili, ne. In tudi prispevali bi na nek način k ogledu našega poklica, oziroma ne morega ogledu, verodostojnosti našega poklica, ker nam ga tako uspešno najedajo. Zdaj moramo vprašati, oziroma bi naredil... Ampak se mi vsi režijo, prosti. Vsi se mi režijo, kot to idejo povem. Ne, kako že, najprej se ti smijo, potem se borijo s tabo, na koncu pa zmagaš. Ne? Ja. No, ampak to, zdaj pa vendarle moramo vprašati, ker gre v smer kredibilnosti medijskega poklica. Izvzemši kolego Aleša Kocinja, ki gre na funkcionarsko delovno mesto. Ne? Prehodi iz novinarskih vrst v politične niso neznanka v Sloveniji. Kdaj to doprija nazaj? A je to velik minus, ali se samo nam zdi v naši včasih celo preobremenjenosti, ne, z čistostjo novinarskega poklica, se nam to zdi večji problem kot v resnici je? Skoraj bi lahko rekla oboje, čeprav čisto kontradiktorno. Ne. Včasih smo preveč, kako bi rekla, čistunski v smislu, da ne znamo videti, kako se temu reče, trsko v očesu, da tudi nekateri, ki so ostali v novinarstvu, niso kršijo kakšna profesionalna načela. Ne. Tukaj smo zelo, ta tiha solidarnost deluje in po mojem ni prav, da deluje. Ne. Jaz mislim, da bi tukaj mogoče morali včasih biti bolj samokritični tudi do sebe. Ne. Zdaj, jaz sicer zelo nasprotujem temu prehodu, sploh politika, novinarstvo, jaz mislim, da je to pač nezdružljivo. Tukaj je srečen, da so samo ena vrata, ni vrtljivih vrat. Zdi se mi pa to tudi del ene širše zgodbe, da vse preveč novinarjev odhaja. Ne samo politiko, mogoče še najmanj v politiko, ampak odhajajo druge službe, odhajajo PR-e, in to pa govori o tem, v kakšnem medijskem prostoru živimo. In to je pa zelo velik in širši problem, sploh ker odhajajo mladi. Torej tisti, ki imajo še vse pred sabo, na katerih bo slovensko novinarstvo slonelo, zelo pogosto, prevečkrat odhajajo v druge poklice. In to se mi zdi pa resnično eden največjih problem slovenskega novinarstva ta hip. Vidiš, jaz bi rekel, da je največji problem slovenskega novinarstva pomanjkanje mentorstva. Ker se mi zdi, da je eden od razlogov za odhode tudi to, da pač ni tega neformalnega prenosa znanja. Ne? To pa, absolutno. Mislim, da je Društvo novinarjev zdaj začel nek program mentorstva, prav zato, ker je to taka velika težava, da mladi ljudje se nimajo več od koga učiti osnove obrti. Jaz sem imela mentorco, ki je bila čudovita, Julka Vahan, še danes sem jih hvaležna, ker recimo je bila čist brezkompromisna, ko je šlo za napake, pa če je povedala, ne, in smo delali še enkrat, tega zdaj več ni, tega filtra ni. Ampak to je tudi zato, ker je tudi srednja generacija na nek način prehitro odšla. Preveč, eno je z drugim povezano. In hiše pa tudi same niso znale
to moram samo kritično reči, tudi naša, ne, pa bi morala, ne, vzpostaviti enega sistema, ki bi bil samoumeven, ne. Recimo, ko smo mi prihajali v novinarstvo, jaz sem imela 1 leto govornih vaj. S tem, da sem imela 2 audiciji, ali sploh jaz lahko stopim pred mikrofon, ker preprosto nisi prišel, ne. Zdaj so ti filtri zelo popustili. Zdaj, ni nujno, sej za novinarja ni nujno, da ima, ne vem, čudovit glas, pa da vse na glase pravilno postavlja, ampak neka osnova pa vendarle mora biti, ne. In vendar, ko si prišla nazaj na Odmeve, ne, si imela spet neke uvajanje in Absolutno, en mesec vaj. No, ampak to odvezano na mentorstvo in tako dalje. Mislim, da tudi Manica celo, ki pa med tem niti ni odšla iz hiše, da je hotela pač neke vaje, tudi zaradi gibanja po studiu. Ne. Zdaj imamo studio, kjer se veliko moramo premikati, kar je kar zahtevno, ne, pred kamerami. In tudi Manica ni kar šla pred kamero, pa je tudi veteranka, recimo, novinarstva. Znam zdaj delikatno postaviti vprašanje, ne, ampak Grozno vprašanje. ne, ki je vezano na leta. Ne. Namreč, vendarle, kilometrino imaš zelo spoštovane vredno v smislu izkušenj po medijih, stvari, ki si jih videla kot novinarka. Če se prav spomnim, tebe so med hrvaško vojno zajeli nekje pri Karlovcu, ne. Spomnim se, ko sem dejansko gledal, mislim, da si bila v enem od teh hotelov, v Žarišču, ali ne vem, kje si potem v eni taki šumečki si bila še oblečena, se prav spomnim. In si pojasnevala, kaj se je takrat dogajalo. Torej, kaj se je takrat dogajalo? Glej, jaz sem v bistvu takrat začenjala šele svojo novinarsko pot. Jaz zdaj rečem, da je to bil privilegij, da sem lahko bila zraven tam čisti skonček 80-ih let, ko je bilo, mislim, vrhunec tega družbenega vrenja, recimo naslednje generacije lahko sam preberejo v enciklopedijah, ne. Jaz sem bila pa takrat tam, ne, kar je po eni strani dobro, po drugi strani je bilo pa tudi grozno, zaradi tega, ker v bistvu ti začenjaš novinarsko pot in si vržen v absolutne zgodovinske dogodke in ne samo to, ne, dogaja se vsak dan. To je bilo, vsak dan se je pisala zgodovina, ne, in tako je pač po tem spletu naključje bilo tudi, ker treba poštevati, da je takrat Jugoslavija bila še ena država, ne, in ker sem jaz pokrivala že takrat notranjo politiko, sem pokrivala tudi hrvaške volitve, prve tam, ki je zmagal Tudžman, in tako sem jaz nekako prišla na Hrvaško, tam sem potem imela tudi kolege novinarske zelo dobre, in ko se je začela vojna na Hrvaškem, sem čisto samoumevno, da grem sama dol. Nikoli prej, mislim, vojna, lepo prosim, ne. To je tako, kot da bi današnjim otrokom govorilo o vojni, za njih je to nekaj zelo abstraktnega, pa zelo daleč nazaj se je dogajalo. Tako da dejansko prideš brez izkušenj na teren in seveda jaz mogoče tudi, to moram na svojo dušo vzeti, nisem čisto dober, mislim, nisem, kako bi rekla, ne zavedaš se realnih okoliščin, v katerih si se znašel. In šli smo delati reportažo, kolegica z makedonske televizije, moj snemalec in jaz, z avtom smo se peljali do Karlovca, pri Karlovcu so bile barikade hrvaške in so rekli, ne hodite naprej. Oziroma, če greste na lastno odgovornost. Ampak nekako bi rekla, dobro, eno je radovednost, eno smo pač novinarji, hočemo videti in tako. Skratka, mi smo se odpravili naprej in smo prišli pač do neke gostilne, zdaj ne bom znala niti kraja Titova, ne, ni bila Titova. Skratka, never mind, da ne bom kaj narobe rekla, do nekega lokala, kjer smo šli na kavo, prosim lepo, na kavo. Mi smo pa gromozanski napis RTV Slovenija, pa značke HTV, oziroma hrvaškega torej, ministrstva za informiranje. To smo imeli vse obešeno na sebi, smo šli not na kavo in tam je bila pa ena od teh paravojaških enot srbskih, ki so imeli uniforme iz kleti, puške iz ne vem kjere vojne in tako, in vsi so bili zelo, zelo, po mojem, zato že kaj popili, pa znervirani, ker so prišli z neke bitke. In tam je bil, in oni so nas zagledali in to je bilo, v sekundi smo bili mi zajeti, vsi trije. In eden od njih je rekel, pač včeraj so mi Hrvati ubili brata in zdaj ti prideš sem. In tako je bilo kar grdo. Kar grdo in potem so nas tam pač zadrževali. No, najprej so nam pobrali vse iz avta,
fotoaparate, kamere, mikrofone, vse, kar smo imeli v avtu. In so nas pač tam odpeljali z gostilne, skratka, zelo je bilo dramatično v tem smislu, da nismo vedeli, kaj se bo z nami zgodilo. Ne. Potem je pa prišel eden od njihovih poveljnikov, za katerega se je potem izkazal, da je bil predsednik parlamenta srbskega v tistem, na teh zasedenih območjih, ki je potem nas zasliševal, zakaj ste prišli, kaj hočete, kdo ste, kaj ste in tako. In potem se je on, ampak to je trajalo nekaj ur, ne. To je bilo kar res, nismo vedeli, to zdaj mi še bomo prišli nazaj, kdaj ali ne, ki je rekel pač pejte nazaj, ampak brez vsega. Niso nas dali na avtobus. Tako da sem se z avtobusom pripeljala v Zagreb, brez posnetkov, prestrašena na smrt in tako na zagrebško postajo, kjer ni bilo, pa se nič tako čutila vojna, seveda vojna, bila Hrvaška povsod, ampak to ni bilo območje, kjer bi se streljali, ne. Sem prišla na HTV, kjer so popadali v nesevest, ker so pač niso mogli verjeti, da se nam je to zgodilo. Sem poklicala tik pred televizijskim dnevnikom, bilo to pol ure pred televizijskim dnevnikom, da nimam reportaže, ker nimam kamere in nimamo ničesar. In potem je bil Tone Hočevar, je vodil dnevnik in je rekel, lej, gremo na vklop. In sem jaz tako naravnost iz tistih groznih okoliščin prišla na začetek televizijskega dnevnika z enim, po moje, grozovito prestrašenim izrazom, pač povedala, kaj se je zgodilo. In to je bila ta zgodba. To zdaj zelo na dolgo povedala. Ja, ne, jaz sem pa predvsem zelo na dolgo nazaj vprašal, ker si mi v bistvu že pač postavila, ne, žogo na penal, kot bi rekel Andraž Zorko, ne. Pri vsem tem, kar si videla in taka, rekom, dovinarska travma, ognjeni krst, kakoli temu rečemo, se ti mora potem takem vse ostalo zdeti malo tako mači kašelj, ne. In potem, ne, naslednje vprašanje, ki sem ga v resnici hotel postaviti, a je to, kar se danes, ko vidimo razne poskuse, kaj se temu reče, varnostnega aparata, ne, da se vzpostavi, ne vem, neke države, nadzore in tako dalje. Ko to vidiš, a se ti zdi to krasni novi svet, ali rečeš, sej to smo pa mi že enkrat videli v malo drugačni obliki? Ja, drugače, ne. Vseeno je, ko bi rekla, okoliščine so vseeno drugačne, kar pa ne pomeni, da se isti scenarij ne more ponoviti, ne. Ravno zdaj sem brala eno knjigo, kjer opisuje te dogodke, preden so izbruhnile vojne na Balkanu, ne, na Hrvaškem, najprej pa potem v Bosni. Nekatere stvari so grozovito podobne. Ni bilo takrat družbenih medijev, ni bilo portalov, ni bilo fake newsa, ni bilo umetne inteligence, ki bi sestavljala, ne vem, neke podobe, ampak ravno tako je bila neka propagandna vojna, ravno tako so ljudje padli v tej stiski, nekako so obesili na neke močne voditelje, ki so ponujali hitre rešitve. Tako da nekatere stvari so strašljivo podobne. In zdaj, če zelo na kratko, ne, zdaj to svojo izkušnjo, ki sem jo imela, ko to doživiš, nič več ni enostavno, ne, zaradi tega, ker ne, da ni pomembno, ampak veš, da to nič ni dobrega pri tem. Nič ni dobrega pri tem. Vojna je res zlo. Je zlo, mislim, orožje, streljanje, sovraštvo. To je v bistvu nekaj, kar človeka zaznamuje za celo življenje in generacije. Mi živimo zelo dolgo, že v miru, ne, če zdaj odštejemo to epizodo balkanskih vojn, ki na srečo v Sloveniji ni bila tako huda. Mogoče so ljudje ali pa te generacije, ki so zdaj prišle, mečken se je v ta kolektivni spomin pozabil, kako strašno je to, ne. S tem se res ne smemo igrati. Ravno to, ne, ker je pred vojnami je bil populizem, bil nacionalizem in populizem. Populizem je velik od tega. Ne. Danes je pa populizem v bistvu permeiral vse pore ali pa vse spektre političnega življenja. Nimaš samo skrajno levega in skrajno desnega populizma, pa še tudi centristični, ne vem kakšen populizem. In se mi zdi, da to, kar si rekla, ne, da ne grdo rečeno, monarhija ne ve, kaj ima, ne? Ampak po drugi strani je pa ena od lekcij, ne, poznih 80-ih, začetka 90-ih, da je tudi življenje po, ne, da ne glede na to, kakšna je katastrofa, tudi katastrofo preživiš in živiš dalje. Si optimistka ali si pesimistka? Skušam ne biti pesimistka.
Zato, ker se mi zdi, da enkrat je kolega Ervin Hladnik Mihrič napisal, ko si starejši od 50 let, si absolutno vsak je prepričan, da bo šel ta svet k vragu. Ne? In zdaj poskušam nekako ven iz tega stereotipa in zato ne bom nič pesimistična. Sem pa zelo zaskrbljena. Ne? Zelo zaskrbljena. Eni vzorci se ponavljajo, ki so zelo slabi. Jaz si nekako tako predstavljam, veš, tako vizualno, ne? Da je zgodovina v obliki kakor nihaja. Ne? In zdaj je pač prišla do neke skrajnosti, ki bo vendarle zanihal v drugo smer. Zato, ker ta vse splošni populizem, mi nimamo več nadzora nad tem kaosom informacijskem, o katerem sva prej govorila. Skratka, vsi znaki kažejo zelo slabo prihodnost za družbo, za ljudi, za nas, mislim, državljane. Ampak nekako upam, ne pustim si biti preveč pesimistična. Nekako upam, da se bo nihalo obrnilo v drugo smer. Tako kot upam, ne, da bodo ljudje se vrnili k javnim medijem, zaradi tega, ker preprosto bo preveč vsega, ne? Da bodo pač ugotovili, da pač taka prihodnost, ki se nam zdaj kaže in zdaj riše, ni dobra. Ne za nas, pa ne za naše otroke, no, dajmo tako reči. Ne? Če nam že za nas vseeno, vsaj za naše otroke skrbimo. Ne? Ker je nekje treba vendarle postaviti piko, je verjetno najbolje, da to storiva zdaj. Zadnje vprašanje v vsakem Metinem čaju je zanimivost. Skratka, nekaj, kar se ti je zgodilo v življenju, kar veš, pa misliš, da bi drugi morali vedeti. Skratka, z lepo slovenščino, tell us something we don't know. Jaz sem pa, toliko sem še povedala, tist ne velja, kako? Ne, to ne velja. Dobro. Mogoče to, no, jaz zdaj pač vodim, pa sem in urejam Odmeve, opažam, ne, tudi pri sosedih, ki me včasih vidijo zvečer, rečejo, greš v službo, da mi delamo Odmeve faktično, recimo urednik od 9. ure zjutraj do 11. ure zvečer. Toliko časa nastaja ta oddaja. Mogoče kdo, ki gleda zvečer, misli, ok, pridejo v službo, se mal pomenijo, pokličejo par ljudi in je to oddaja. Ne? Ta oddaja nastaja tudi po 14 ur. Če ne upoštevam to, da so še pred tem sestanki, kjer načrtujemo, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, voditelji pa od 12. do 11. zvečer. Smo ves čas v službi, toliko časa trajajo te priprave, se pravi od strukturiranja oddaje do dogovorov z novinarji, do klicanja gostov, ki jih včasih prekličemo ob 8. zvečer ali pa ob pol 6. zvečer, kar je izjemno stresno. Včasih gleda enostavno pa ni, no, sem to hočem povedati. Nočem poveličevati, ne, zdaj te zgodbe, ne, pač vsi se trudimo v službah, ampak res zelo dolgo in zelo intenzivno nastaja ta oddaja. Tako da bomo vedeli, kam gre naš RTV prispevek. Tako. Danes Starič, tokratni Metin čaj je zadnji v letu 2025. Veliko veselje mi je, da sva ga lahko midva zaključila. Jaz ti želim res vse dobro, 2026, zdravja, veliko dela, dobrega, ne, in predvsem pa zanimivega. Hvala, vse dobro tudi tebi in Metini listi, Natašo lepo pozdravljam in želim vse dobro predvsem poslušalcem. Poslušalci in poslušalke, vi se pa lahko naročite še na zapisnik, da pišete na info@metinalista.si ali pa postanete stric in teta iz ozadja oziroma član oziroma članica Vlade Narodne enotnosti na način, da podprete Metino listo. Podrobnosti so seveda na naši spletni strani. Pa srečnega, pa zdravega.